je pa dan, ko bomo tale kotiček pospravili in šli iskati eno novo stvar, ki sem jo mogoče namignil že neparkrat. Nekaj časa nazaj sva z Domnom govorila o tem, ampak evo, zdaj počakamo, da pride Domen, pa se pa usedeva v avto, pa gremo na pot. A ne, da si snemal. Šele zdaj sem začel, ampak sem slišal že nadaleč. Zdaj slišiš? Slišim. Fajn zvok. Kje si? V glavnem, rig sem preštimal, tako da gurtne so noter. Zdaj ti pa predajam kamero, da gre. Ja, gurtne imam v prtljažniku. Ja, zaradi zvoka už po mojem mogu bolj zdržati, kot ne. Ok. To se pravi, ti si že na pol povedal, kam greva, pa kva greva delati, ali si sam rekel, da si pospravil? Da sem pospravil. Zdaj, ko si pa ti tle pa lahko poveš v bistvu, kaj se je zgodilo en let nazaj približno, ali že več? Kaj tazga? Celo zgodbico, pa gremo dalje. V bistvu, na pol si že povedal, ker enkrat si bil pri meni glih en let nazaj. Res je. Ko sem upgradil svojo sim racing opremo. Res je. Ob nagradnji tistega mojega T300 Trustmasterja sem se odločil, da ga prodajam na Volhi, ga podarim Andražu. In danes greva iskat rig. Ja, danes greva iskat še manjkajoče kose mojega simulatorja. In sicer greva v Kranj do enega kolega, ki je tudi upgradil svoj setup, tako da sem jaz rekel, lej, takoj, ko boš ti to menjal, mi povej, bom jaz odkupil od tebe, sedež, okovje, zato da vam kam dati zdaj tvoj volan, stopalke. In vse ostalo naprej. Vse ostalo. Vozil se bo načeloma na TV. Ja, zaenkrat na TV, pa na PlayStation. V planu je tudi kasneje en PC build, ki ga boš tudi ti naredil na koncu. Ampak do takrat pa bomo uporabljali, kar imamo, zato da ne zapravljam zdaj po nepotrebnem za en kratek čas neke alternative, kar pač pol bo proper. Ja. Prednost mogoče simulacij pred vsemi ostalimi zadevami, da niso načeloma to grafično zahtevne, pustno zdajla so ta Corsa Evo, ki je cel klaster F, ne bom rekel do konca, glede optimizacije. Ampak razne asetke, pa to tudi na kakšni 1060 ali pa 1080 delajo vse BP, dokler nisi na nekih triple screenih ali pa VR-ih, je super. Zdaj, Andraž ima simulacij izkušen to, kar je vozil pri nas, pri kolegih okol. Sreča je to, da je Assetto Corsa dejansko tudi za PlayStation. Sam iskreno nimam izkušen, tako da bova danes oba dva se malo še učila. Ja, mislim, jaz sem jo igral na konzolo en cajt. Pač. Ja. Sam si imel pa kontroler, ne? Ja, na kontroler pač to, ne na volant, tako da bomo videli, kako se bo obnašal. Ti boš z prve roke lahko testiral, kaj boš videl, kako je pri tebi, kako je pri meni. Nek referenc bo mogoče, ja, to je res. Ne smeš biti prestrog, zato ker pač, vse veš, za začetek. Bolje kot nič je, sicer. Pa tudi za vse, ki vstopate mogoče v ta sim racing svet, se mi zdi, da kakšen Logitech, kaj je zdaj, 920 ali 290, ne vem, to se pravi, bivšega 25, ko smo mi začeli 15 let nazaj, pa ta 300, ki sta nek super vstopen klas, to se pravi 200 do 400 evrov je ta komplet, to se pravi, da biš in volan, in hub, in pedalke, menjalniki so pa malo doplačili, ampak načeloma je bolj good. Sej voziš take avte na začetku, da sem lepo pedal, tako. Vamo ga? A si kaj vesel? Zelo vesel. Ali pa 32 inčne. Ki pa bo ne najbolj kleda, ne da mi dal. A si kaj vesel? Ja! Dobrodošel v... Ne še čist, no. Treba še sestaviti, ampak evo, rig je officially pobran. Dobar zgleda, ne? Lušen je. En fol gre s prikolico po motor, jaz sem šel po rihe, nekje. Tako da zdaj edina naloga je sam, da ga ne zgubiva do doma. Jaz upam, da sem dober prgurtno. Šel si. To ni lih moja, ni moj ekspertiz, tako da... Ni forte. Ja. Ampak se vidimo doma v garaži.
Ko smo ti mislili, da bo res težak majster. Evo, doma sva. Zdaj pa v bistvu, Domen, ti sploh povedal, kaj si meni dal, ker jaz drugega, kot teh dveh Ferrarjevih volanov, tale v formule, ta je pa od, ne vem česa, Enzo. Mislim, da je to 458. 458. Ne, 599, sorry, 599. No, v glavnem, da malo poveš še ti, kaj si mi sploh dal. V glavnem, imamo bazo, T300, nič posebenega. T3P pedala, ki so meni se zdi, da 3PA, no to navadno. Sklopka mora. Zdaj, iskreno ne vem, če na PlayStationu bo tole podpiral. Meni je full fini volan bil za teh, ki si lahko predstavljal zdaj, da lahko obe smeri. Kupljeno je nastavitev, če ne pa Goldi. Je pa relativno redek volan. Redko, kjer je prišel ta usne, prej so bili Alcantara ali pa navadno. Je pa en fake karbon nalepka še čez nalep zgled. Iščem eno najno nalepko, ne? Evo jih. Tako da, če Andraža kadarkoli srečate na ulici, pa je s tem avtom, ne se. Ampak, cestni dirkač nalepka mora iti pa obvez. Moramo seveda malo brisati, da se bo to dobro prijel gor. To je še od transporta umazano, kako redno. Vse bo redno. Dobro zmiljeno. Ips. Tole je Jure, dobro zategni. Ja, veš kaj je problem? To mora malice zdržati z enim prstom. Da mi je prazno ne zavrti. Daj mi samo tega. Da skupaj isto privi. Pa na vrh tej, da sta ti najbolj pomembna. To. Čak, da sem še na vratici pridaj. Tako da, če hočeš, ne vem, custom, recimo, lahko si tole vzameš, pa ti en pobarva, recimo, na jem. Majster, to je bilo zdaj dalo, to ni bo. Kaj pada? Zdaj bo to pozoren, ko bom vstal, pa lahko da je kje v mojem narodu. Samo figen pa sem videl, da mi Koliko je lahko? Ja, čist. Zelo popada. Že saj ga nosiš okolo. Ja, Kjer v višino pade? malo višji, ne? Da greš še tako noč zdaj. A ne, sorry. Mora iti. Zdaj not. Tako. Dobro. Pikico riši. Vse med sabo pokonektati, pedalke, kable, ostale zadeve. Tisti, ki se sprašujete, zakaj je to tukaj gor. Jaz sem ta volan poganjal skozi na 100% ali pa kakšne dodatne zadeve, da v bistvu še obrpust narediš. In se je zadeva toliko pregrevala, da sem mogel dodatno ventilator dati gor. Ta zadnja je luknja narejena, tako da piha direktno čez hladilnik od motorčka. Zdaj, Andraž, upam, da bo preživel to, da bomo rekli. Da bom zmeren. Da boš zmeren. Ne rabiš biti zmeren, zdaj lahko pritiskaš, samo bom rekel, ni več toliko lep, ki je bil, ima pa boljši performance. Okay. Ja, lahko jih malo na tej dolžini za enkrat, da jih boš pol dol, če ti ne bo ok, ja? Čak, ko več probava zdaj? Ja se ne boš pa sedeti? Bi se zdaj. Ne bo pa sedeti. Sam za to. Ti veš, aj tako cool. To bo tepo, ko bo tepo redel, plus tega ne boš sem ti vozil, ne? Vem, ampak zdajle. Zdajle je, če ti je to redel, je to redel. Nekaj use as many force. Zaenkrat še ne. Pa boš pa hitro začel. To še enkrat bom treba. Tepa, da bi. Tako kot smo prej rekli, mislim, da je to od 599 volan. Ima pa eno modifikacijo, in sicer tale ozadji so 3D naprintane nosilci za magnete in naredi v bistvu tak malo bolj proper sound, proper feeling, da ne klika, če ne so malo bolj take mrši. Ampak, ja, če ne veš, ko jih pa imaš, se ti pa ful spremeni film. Glavnem pa našraufamo gor, zadanemo lukno, tole gor nabijemo. To je namenjen zaradi tega, da lahko menjamo volane, tako kot recimo v zadnji.
Zdaj pa tole je slišan, tole je pripravljen, zdaj pa caj, da se malo pomatrava. Gremo lahko malo avto še, da bo malo tam hodila tle. Zdaj pa mislim, da si Domen zasluž prvi častni krog, kaj praviš? Mislim, baje. Lahko bi lastnikom pa to tega. Bomo za lastnika pripravili, da bo perfekt. Tole pa kar nice zgleda. Domen si že nastavlja stvari zdaj, jaz bi štartal brez da karkoli spreminjal, ampak ja, on ima pa že kar nekaj izkušenj s tem, tako da, ko mi čaka na prvo. Od zadnjega klipa je minil en dan, Domen na žalost ni dočakal častnega kroga, to pa zato, ker seveda, tako kot pri vseh stvarih, mora priti kakšna tehnična težava, catch je v tem, da vse je delal, volan, takoj, ko se je PlayStation prižgal, se je lepo skalibriral, tako kot se more, lučke so osvetljale, vse je delal, ampak v igrci pa nobena kontrola ni delala. Kar pa pomeni, da je pač bilo treba malo raziskovati, kaj je fora, zato ker pač vedel sem, da tudi tale volan dela na PlayStationu, hub je primeren za to, ampak noben od naju čisto res ni vedel, zato ker Domen itak že celo življenje igra to na PC-ju, tako da ni šlo. Ampak jaz sem bil pa zvečer malo trmast, sem malo po forumih gledal, bral in na koncu smo ugotovili eno zelo simpel stvar. Ko PlayStation prižgeš, ga ne smeš prižgati z original kontrolerjem, ampak ga moraš z volanom, tako da se pravi vse skupaj se zažene, potem na volanu potrdiš. Je pa fora, da tale Ferrarijev volan nima gor označenih tipk od PlayStationa, tako da če zares na pamet iščeš kaj je kaj, sem pa na srečo na netu najdel mapo, ki je vse skupaj pomapiran, tako da sem pa videl v bistvu, kaj moram pritisniti, da pridem do sem in zadeva zdaj dela, tako da jaz ne moram biti bolj srečen, ker imam zdaj v Man Cave-u še simulator, oziroma vsaj nek približek simulatorja, ampak moram reči, da je vse skupaj izpadalo dosti boljš, kot sem mislil, da bo sploh glede na budžet, ki sem ga imel. Ampak za začetek mislim, da je to, zato ker v bistvu treba najprej napreti ogromno enih ur, da bom sploh lahko smiselno upgradil zadeve, da bom vedel, kaj me moti, kaj bi spremenil, kaj bi dodal. Malenkost moram še sedež dol spustiti, ker mi je malo previsok, ampak ostalo pa dela kar super, se mi zdi. Tako da še enkrat hvala Domnu za vsa darila, za volan, za stopalke, za pomoč pri montaži in pa hvala Juretu, da mi je prodal tale rig, ker res gleda hudo. In tudi tale televizor je zelo prav prišel, kakor sem mislil najprej, da bo pač samo neka začasna rešitev. Zgleda ful dobro, velik je lih prav, tudi nima nobenega lega, tako da zdaj pa kaj pravite, gremo en krog. Zvočniki bojo zaenkrat malo bolj potihem, zato da se lahko sploh slišimo, ampak evo, za začetek jaz se spomnim, da smo pri Domnu v srednji šoli, oziroma ne v srednji šoli, na faksu, smo igrali tole Assetto Corsa in to tudi v bistvu zaenkrat mi najbolj sedeno, to je neka fajn taka simulacija. In Brands Hatch Indy, pa BMW 235i Racing, se pravi en tak dirkalen, semi-dirkalen avto, ki se mi zelo dopade v bistvu, zdaj pa sem še pogled, moramo nazaj spremeniti, tako kaj je bil prej. Evo, pa da gremo en krog. Bear in mind, da jaz vse nimam za sabo nekaj ogromno ur na simulatorju, sem vedno igral bolj na konzolah, kakšne te Forza Horizon ali pa Need for Speed, pa GTA, pa take stvari, ampak čisto res sem si pa zmer želel nekaj tasga, tako da zdaj še vidim, koliko je težko še zraven govoriti na tem, kaj vozaš, tako da kar zabavno, ampak bomo kakšen krog bomo sestavili, tako da bo vsaj približen zgledal, pa
pa da lahko pa še kdo pogleda pa pokaže, kako on voz. Ampak ta avto mi je ful zabaven, ker je lih prav je živahen, no evo, sem se že sesul. Lih prav je živahen, ampak še vsejem ponuja ful velik gripa pa ful velik feedbacka dobiš čez ta volan, tako da ga je zelo lahko voziti, no, sploh za zadnji pogon, ker jaz res nisem naložen, tako da se zdaj še učim teh reakcij, pa da ne smemo spuščati gasa v ovinkih. Evo, takole, no, tako da, ja, tako kot sem že rekel, meni je ful všeč, kako je to izpadalo. In se že veselim, da bom do pomladi kar nekaj časa tle preživel, pa tudi ta mala bo malo vozila lahko že, da se malo navadi, tako da tudi tega se ful veselim. Zdaj pa, če koga karkoli zanima, napišite spodaj v komentar, če ne bom jaz vedel, bo pa Domen odgovoril, tako da sigurno se najde odgovor na vse. Pa napišite, no, a tudi vi kaj furate, imate tudi vi kaj podobnega doma, pa se mogoče v kratkem tudi najdemo na kakšnem serverju, samo da tale PlayStation nadomesti en PC, da bomo lahko tudi prek neta igrali normalno, pa je to to. Mi pa se vidimo v naslednjem.